Hojla, Maruša, tukaj je zjedogodek.si. V temle video vodiču bom pokazala, kako v bistvu lahko animiramo oziroma premikamo elemente v videu in sicer s pomočjo orodja Screencast-O-Matic. Zdaj za to varianto, kar bom pokazala, seveda potrebujemo Screencast-O-Matic video editor, kar pomeni tisto plačljivo verzijo. Dovolj je najnižja plačljiva verzija, tistih za nekih 20 evrov na leto. Seveda je video sam po sebi je lahko posnet v drugje, ne. Skratka, video lahko posnamete tudi na telefonu, pa ga potem uvozite v Screencast-O-Matic in v bistvu potem uporabite to zadevo, ki jo bom pokazala v nadaljevanju. Preden pokažem video vodič, naj res poudarim, da gre za tehnični video vodič, kar pomeni, prikažem tehnično, kako se neka zadeva izvede. Tako da v bistvu, če rabiš neke osnove o samem kreiranju online programov oziroma o samem uporabi Screencast-O-Matica oziroma sploh to, kaj Screencast-O-Matic je in pa dejansko tudi v bistvu njegovo začetno uporabo v namene snemanja online programov, potem te vabim, da najprej obiščeš tale, oziroma da si najprej pogledaš tale brezplačen online programi od kreiranja do promoviranja, kjer gremo čez osnove. Pa hkrati poudarjam tudi, da video vodič, ki ga prikažem, je namenjen predvsem izobraževalcem, skratka tistim, ki video posnetke delate v izobraževalne namene, bodisi kot spletne tečaje ali pa kot del nekih vodenih online programov. Preden štartamo z video vodičem, še ena majhna stvar, da sploh v bistvu razložimo, zakaj gre. V bistvu animiranje videa pomeni samo to, da dobesedno video majčkeno zamaknemo, ne. Tukaj lahko vidite na prvi poziciji pač video štarta v osnovni poziciji, potem ga recimo na neki določeni točki majčkeno zamaknemo levo in ga potem na neki določeni točki proti koncu videa spet postavimo na osnovno pozicijo. Zdaj, kdaj nam to prav pride? Konkretno lahko pri tehle govorečih glavah na ta način odstranimo ali pa bom rekla majčkeno zamaknemo svojo govorečo glavo v levo ali pa v desno in na ta način pridobimo prostor, kjer lahko pač napišemo nek tekst, ne. Recimo na tej sredinski slikici bi potem lahko tam, kjer je tisti črni pas, pa kjer je del moje govoreče glave, tam, kjer je praznina, bi lahko prekrili z neko obliko nekega kvadrata, pa bi dobili prostor za pisanje. Včasih je, kot bom tudi v video vodiču pokazala, pomembno, da mogoče kakšen element, ki ga dodamo na ekran, recimo neko puščico, kot boste videli v nadaljevanju, premaknemo, ne. Skratka, puščica najprej v neki začetni poziciji, kjer kažemo na nek element, potem se pa recimo v določeni točki premakne na nek drug del slike. To bi bilo predvsem pomembno, kadar mogoče posnemate videe, kjer je recimo mogoče nekaj z gibanjem vašega telesa, pa bi radi v bistvu najprej prikazali puščico, usmerili recimo na en del telesa, kjer naj bojo udeleženci pozorni pri gledanju oziroma udeleženci pozorni pri gledanju, potem pa recimo v neki določeni drugi točki želite preusmeriti pozornost pa nekam drugam in tisto puščico premaknete, ne. Skratka, predvsem, kadar delamo mogoče s to govorečo glavo, nam pride v poštev to animiranje in premikanje. Okej, zdaj pa kar poglejmo, kako to izgleda v praksi. Torej, poglejmo zdaj, kako premaknemo oziroma animiramo predmete v Screencast-O-Maticu. Zdaj, to bi pomenilo v bistvu premikanje, animiranje pomeni v bistvu premikanje katerihkoli elementov, ne. Tukaj bi bil na ekranu lahko tudi neka oblika, ki smo jo dodali neposredno v Screencast-O-Maticu in jo želimo za določen moment premakniti, ne vem, levo in potem spet v določenem momentu nazaj. Tako da isti postopek, kot ga bom pokazala zdaj na osnovnem videu, velja tudi za vse ostale elemente, ki jih dodajamo še v Screencast-O-Maticu. Kaj zdaj to v praksi pomeni, recimo, če bi mi želeli tole našo govorečo glavo majčkeno premakniti, ne. Recimo, da smo si mislili, da bi šla ta naša govoreča glava za en kratek čas majčkeno bolj levo, potem bi pa prišla, ne vem, po 5 sekundah ali pa po 1 minuti spet nazaj. Zdaj, če bomo mi samo premaknili tole slikico našo, bo ta postavitev veljala za cel video. Tudi tukaj lahko vidimo na časovnici je ves čas modro, kar pomeni, če rabimo narediti to samo pač zato, da bomo premaknili za celoten video, je dovolj, če pač ta video zamaknemo ali pa tudi karkoli drugega velja. Tudi če pomanjšujemo, povečujemo, velja za celoten video. Tako da, če smo s tem zadovoljni, potem ne rabimo dodatno se s temle animiranjem ukvarjati. Če pa želimo seveda to
kot narediti kot animacijo. Imamo pa tukaj na časovnici ene tole pikico, tak plusek, add edit point. Pa bomo rekli, da recimo želimo na začetku sicer štartati z te pozicije, pa bi pri 4. sekundi radi pa, evo, sem v eni čudni pozi, bomo rekli, pri teli 4. sekundi pa 24, želimo pa majčkeno zamakniti levo in potem recimo nekje pri 12. sekundi nazaj. Bomo torej tukaj pri 4. sekundi, kjer želimo, da se ta video premakne v levo, bomo kliknili na tole pikico in premaknili pozicijo. Zdaj, bistvena je začetna pa končna, ne? Nima veze, kaj ste vi vmes počeli, tudi če ni šlo čez po ravni liniji, je recimo takole, da bi radi naredili. Okay. Postavimo in ko smo zadovoljni, rečemo done. Okay. Lahko že pogledamo, v bistvu tukaj, žal se na časovnici ne pokaže, kje je bila ta sprememba narejena. Bomo takole šli na 3. sekundo, pa pogledajmo, kako bo to. Pa probajmo, bom takole povečala, pa gremo tukaj na majčkeno naprej, da bomo hitreje pogledali. Sem bila prehitra, bom takole iz te pozicije štartala. Ok, skratka, to smo zdaj videli, kako se naredi. Zdaj tukaj se ni treba loviti na stotinke sekunde, niti na sekunde. Ne? Ste videli, približno ujamete nekje tisti čas, ki je primeren. Potem smo pa rekli, da bi, zdaj pa če tako pogledamo ta video do konca, je to ostalo na tej poziciji. Ne? Mi bi pa zdaj spet radi, gledali smo rekli nekje pri 12 sekundi, bi pa mi spet radi potegnili nazaj, kar pomeni, spet gremo, izberemo video. Skratka, če te pikice ne vidimo, oziroma tega pluska, to pomeni pač, da elementa nimamo izbranega. Ne? Kar pomeni, izbrati moramo element, spet dodamo na tej točki, ne? Zdaj vidimo, na kateri točki je bilo prej dodano, dodamo še ponovno zadevo in povlečemo nazaj na pozicijo in rečemo done. Tako da, ok, pogledamo zdaj tukaj približen. Skratka, smo videli na ta način. Bom dala zdaj še en element, to, da vidimo še na isto varianto, to se pravi, če dodamo karkoli gor, recimo bom dala, kaj pa jaz vem, tukaj en shape, ne bom niti se obadala, kaj ta shape je. Recimo, da bi tale puščica, da bi mi to puščico radi, da se nekako recimo iz te pozicije gre gor, pa bomo rekli, ok, rabimo pač, ne vem, enih 4,28 sekunde, da je sploh dolga ta puščica. Ok, jo izberem. To se pravi, tukaj štarta, zdaj bom pa jaz na teli mečko naprej dodala še eno točko in gre ta puščica gor in dam done. Poglejmo, kaj je ratalo. Smo videli, puščica se je premaknila, zdaj, če bi jo želeli potem spet nekam drugam. Skratka, na ta način dodajamo elemente in jih v bistvu potem premikamo po našem tem videu. To se pravi, če želimo premikati to našo govorečo glavo, moramo izbrati celoten video, to se pravi to celotno sliko. Če izbiramo elemente, to se pravi, če animiramo elemente, izberemo pač element. In potem vse, kar je treba dodati, je na poziciji, kjer imamo tale plusek, kliknemo, premaknemo v tisto točko, kamor želimo, da je pač končna in bo program sam poskrbel, da bo zanimiral, to se pravi, ta proces oziroma ta prehod od začetne do naslednje te edit točke, ki smo jo dodali. Tako, to je bil en tak tehnični video vodič, kjer sem rešila čez postopek iz tehničnega vidika. Kot rečeno, spletni tečaji, spletni online programi, spletna usposabljanja so mnogo več oziroma so, bom rekla, zahtevajo mnogo več spretnosti in mnogo več veščin, kot samo nekaj znati narediti tehnično. V resnici pač ta tehnikalija oziroma ta tehnični del je ena malenkost od celotne zadeve. Tako da te lepo povabim, da če želiš zvedeti, kaj so tiste, bom rekla, pomembne lastnosti dobrih in učinkovitih online programov, da skočiš na edogodek.si pošiljnica kreiraj, kjer je, kjer je ena taka, razlaga, tudi bolj konkretno, eno tako mini predavanje, kaj pravzaprav je pomembno pri samih
pomembno pri različnih formatih, različnih spletnih usposabljanj, kaj je tisto, na kar moramo biti kot izvajalci in kreatorji takih programov pozorni. Hkrati pa še enkrat ponovno povabljam tudi v brezplačen online program, torej na eDogodek.si pošiljnica brezplačno, kjer pa se celo dotaknemo oziroma celo pokažem, kako lahko z orodjem, ki smo ga tukaj pogledali, torej skrinke s Tometikom, dejansko tudi snemaš in pripravljaš svoje online programe.